model, ti si mene skoraj bozdale. Hvala, Volvo. Tale vlog se še začel ni, pa sem že pred dilemo. Za mano imam na voljo dva nova Volva EX90. Eden je temen, drug je svetel. Obenem vidim pa tudi, da ima ta svetel temno notranjost, vidiš? Ta temen ima pa notranjost, ki se mi zdi, da bi bila bolj primerna za vlog, ker ti bom lažje pokazal kakšen detajl, pa lažje se boste ustvarili mnenje o obliki. Tako da pičem zamenjati ključe, tejle vrnem, tega pa vzamem. Pejmo. Ok, to so pa zdaj ta pravi ključi. En od teh dveh bo prižgal lučke. Kater bo to? No, fanta, se ta zmenila. Ti si ta prav. Pa tudi kljubce, poglej, lepo izstopijo ven, da lahko lažje primeš, odpreš kokpit. Stari, tale kokpit, med 78 avtomobili, ki so na voljo, je tale kokpit zame top 3, če ne kar čist na vrh. Aha, deževati je začel, dajmo pohiteti. EX90 je zelo pomemben avto, zato ker kaže naprej, v katero smer bo Volvo šel pri svojih največjih modelih, kako se bo njihovo videnje prestiža, kako se razvija naprej in kaj bo ponujal. Ob prihodu EX90 se je postavil eno tako zelo pomembno vprašanje. A veš, česa ne smemo pozabiti? Tega, da je Volvo model EX90 predstavil vzporedno s prenovljenim XC90. Pa se folk vprašal, a so XC90 šteti dnevi, ure in sekunde. Hotel sem reči, da ta avto ponuja veliko odgovorov, ampak postavlja pa tudi kakšno vprašanje, ki ga nimamo odgovora. Zdaj pa, če smo že noter, dovolj mi, da ti pokažem tale, kar se mene tiče, izjemen ambient. Torej, Volvo EX90 je Volvovo videnje prestiža za danes in jutri. Ker vidimo tukaj noter, je totalna evolucija Volvovega videnja prestižne mobilnosti. Pustimo zdaj, to je elektromobilnost, je kaj drugega, ne? To, kar so ustvarili s tem ambientom, je zares upgrade tega, kar smo poznali do zdaj. Volvo je ta svoj minimalističen pristop zagrabil še močnej in predstavil tole kabino, začenši z volanom. Ok, tukaj imamo neki piano plastike na levi in desni volanski prečki. Sicer pa, kar se samega dizajna tiče, prosim lepo, oglasite se. A vam je všeč to, kar vidite? Gre za en tak zreduciran pristop v smislu dizajna, vse skupaj deluje čisto, da ne rečem zelo skandinavsko. In če bi moral podati prvo mnenje prav na hitro, je to zagotovo to, da mi prav nič ni všeč, da se je še več stvari osredotočilo na zaslon, ampak to smo pričakovali, ne. Konec koncev, tale recept na malo bolj borno usmerjen način ponuja tudi EX30, normalno, ker je manjši in tudi bistveno cenejši. In pri EX90 se seveda vse skupaj vrti okrog tega velikega zaslona, kjer lahko dosežemo vse pomembnejše funkcije. Mimogrede, komfort druge vrste, ne samo zaradi, lej to šipo, stari, je na visokem nivoju. Malo me je strah tele bele barve all around, ne, vemo, kako je to z otroci pa majhnimi rokcami. Otroki, ma stari. Predvsem pa je jasno, kako so se ponovno potrudili z izrednimi materiali, pa tudi z detajli. Zastavico to že poznamo, zvočnike ima recimo tale EX90 tudi v vzglavnikih in to tudi ponosno pokažejo, vidiš. Tudi sicer je tale kabina zelo dobro sestavljena, predvsem pa, mene so dobili z dizajnom. Pojmo še kakšen detalj pogledati tja naprej v prvo vrsto. Že način odpiranja tale kljukca ti daje en tak zelo high quality občutek. Stari, to je pa vsak dan, cel dan. Pa avto vrneš, pa tepihe ven jemlješ, pa pucaš, pa trkaš, pa oni predstavniki znamk. Ne, it's ok, pa ti rečeš, ne, it's ok, it was me, in pol se tam kregaš in pol spucaš in greš naprej. Pa dajmo mogoče za hip ostati še vedno kar pri upravljanju, ne. To je, ene stvari je zapleten izvest, pa se moraš malo potruditi pa vzeti čas, ampak v vsakem primeru to pač jemlje čas tudi takrat, ko bo voznik vozil in to, se vemo, ni ok. Se veš, to so drobne stvari, ne vem, nastavljanje ogledal, pritisneš tukaj bližnjico, pa pol rihtaš to z stikali na volanu, ne. Smo ta sistem že kaj srečali, ne, recimo v Teslah najprej
Griznil sem v pesek ravno, ker je posod tudi po luft. No, pa tudi ta način upravljanja za Volvo ni novost. EX30 ponuja identičen pristop, ne? Ampak ene stvari je vseeno težko sprejeti, treba priznati. Ker pač, če nimaš preklicanega tega menija, moraš to narediti in pa lahko takole odpreš glovebox. Ampak to v tem trenutku ni tako pomemben, gremo naprej. Dovolj mi, da ti pokažem 3 detajle, ki so mi ful všeč. Detajl številka 1 je Volvo, hvala Bogu, ste obdržali klasično stikalo za nastavljanje glasnosti audio sistema. In v tem primeru gre res za krasen izdelek z odličnim občutkom, ko ga držiš v rokah. To se je čist narobe slišal, pa seveda ga lahko tudi takole prtiš. O, jebem! Model! Ti si mene skoraj bol zdale. Hvala, Volvo! No, glavno, tale detalček sem ti hotel pokazati, meni se zdi krasen. Gremo naprej. Tudi to ni neka mega novost, ne, ampak spet so se potrudili z dizajnom zvočnikov. Poglej tega na vrh armaturne plošče. Daj prosim lepo, vrzi oko, pa ne reč, da ni tole ene vrste umetnina. Ravno ker je mi padel vojaški lovc, pa sem ga valjda zamudil, ker je bil čist prehiter. Če bo prišel nazaj, ga bom probal ujeti. Ok, še ta 3 detajl, pa še druge reči. A veš, na švedske zastavice smo pri Volvu že vajeni, ampak poglej, na kakšen način so jo pokazali pa tukaj le pri sovozniku na spodnjem delu armaturne plošče. No, to mi je tudi fejst všeč. No, pa če smo že tukaj le, tale sredinski greben je spet krasno narejen. Gre za zelo svetov, da ne rečem, bel les. Olega, to nov Duster. Čau. Tukaj se odpre, dobimo cup holder, tukaj filamo telefon, tukaj spodaj imamo pa en krasno obloženo odlagališče, a je to predal, pa tudi semle zadaj se bo dal kaj zatakniti, pa tamle zgori 2x USB-C. Tale predal smo že odprli, tukaj le spodaj pa spet en velik predal, ki ga lahko še poglobimo, ker je tukaj noter zares globoka luknja. Dobro, dovolj o kokpitu, jaz mislim, da ste si mnenje ustvarili, fina kabina, meni ena ljubših med vsemi avtomobili tukaj in to je to. Nekaj dosti za diskutirati, se mi zdi, da se bomo tukaj v večini strinjali, bolj bo verjetno debata tekla na to, da ne, elektrika pa naš drugega pa te fore, ne. Ampak dajmo počakati, mogoče pa Volvo še preseneti, pa kdaj prije še kakšen plug-in, pa tako. Kot sem prej rekel, znamke so začele ročno vleči, pa so ugotovile, da bo mogoče še treba narediti kakšen IC avto, to se pravi Internal Combustion Engine avto. Bomo videli. Zdaj pa pogon. Veš kaj, se nismo iz cukra. Glede pogonskih alternativ je pa tako. Bo v vsakem primeru opremljen z 2 elektromotorjema in v vsakem primeru bosta ta 2 elektromotorja poganjala vsa 4 kolesa. Izvedenki bosta pa v osnovi 2. Tista ta manj zmogljiva bo ponujala dobrih 400 konjev, tista bolj pa, če se ne motim, 510. V vsakem primeru naj bi to, ob upoštevanju nekih pravil ekonomične vožnje, zadostovali za med, dajmo reči, 480 pa 550 km vožnje na štrom. Ta zmogljivejša od izvedenk bo lahko do 100 pospešila v 4,7 sekunde, to je ta avto. Tis 402 konji ali koliko pa v 5,7. Najbrž ne rabim poudarjati, da se je Volvo ponovno vrgel v totalen upgrade vseh svojih asistenčno-varnostnih sistemov. Preveč jih je, da bi vse naštimal. Še posebej so se potrudili pri sistemu Mater pada dež, ki spremlja vozikovo pozornost in zna pol tudi avtonomno odreagirati na kup različnih načinov. Pa mogoče pojmo sam še enkrat okrog, da vam še zunaj pokažem kakšen detajl. Torej, pri žarometih vidimo spet povsem drugačno zgodbo, ampak kljub temu torovo kladivo tukaj na glavnem žarometu ostaja. Pejmo zdaj proti zadku, mimogrede, platišča so v večini totalno zaprta, ker seveda podaljša doseg. Zadaj pa osnovna ali pa groba oblika zadnjih luči je podobna kot prej, ampak seveda čist drugače razparcelirana in tudi to daje Tanomu EX90 ene vrste svojevrsten svetlobni podpis. Če sem čist iskren, Madonna, kje se ti odpreš? A je to tukaj? Ne. Tlele spodaj? Yes. Ne vem, koliko prostora ponuja prtljažnik, prosim lepo, pejte pogledati na net. V vsakem primeru pa EX90 seveda ponuja lahko 7 sedežev, a ćemo jih podreti. Da si bomo lažje predstavljali, koliko prostora ima v bistvu tale prtljažnik v osnovi, če uporabljaš samo 5 sedežev, to se pravi, tale je zadnji desno, a imam jaz prav? Yeah, baby. Lepo počas, elegantno, ne? Pa še zadnji levo. Madonna, no, tale prostor je
kar izdaten. Kaj pa imamo tukaj, le še dajmo pogledati, to se pravi, aha, kljuko imamo, kaj se zgodi? Punca, boš prišla pogledat? O, dober dan. In je tudi že zahaklana, vidiš? Pol jo pa z enim pritiskom jo pa spet umaknemo, a drži? Gremo, ajde, 3-4 zdaj. Evo! In seveda, ker je avto opremljen z zračnim vzmetenjem, lahko tukaj z dodatnima oziroma zadnjima dvema tipkama prilagajaš višino podvozja temu, kar ti potrebuješ. To se pravi, če rabiš kaj naložiti, vidiš, kaj se dogaja, jaz grem malo gor, hecam se, avto gre dol, da lažje ven pa noter stvari daš, ali pa težje, pač odvisno, zakaj rabiš. Zdaj gre pa avto spet gor, lej. Evo, takole, dosti simpel. A ti pokažem, kako izgleda to pri biciklih? Čak bom probal držati tipko tukaj noter, pa boš ti gledal podvozje. To se pravi, zdaj bo šel avto dol. Evo ga. Dobro se spusti. Zdaj bo šel pa še nazaj gor, lega. Ok, dobre. Pa če smo že pri prtljažniku, dvojno dno skriva tudi rolo, predvsem pa ogromen enih dodatnih litrov. Toliko na hitrico. Dajmo kufr zapreti. Za konc pa sam šel. Tole ni dober kot. A smo biti tukajle? Jaz upam, da se me kaj sliši, za konc pa samo še beseda. Mater, že komi čez vidim o voznih lastnostih. Ne vem, če sem že kdaj sedel v Volvu, katerega kabina je bila tako tiha. Podvozje svojo maso izredno dobro skriva, zračno vzmetenje dela tip-top, hashtag chef's-kiss, ne vem, karkoli od tega hočeš, da si boš lažje predstavljal, kako neverjetno udoben je. S tem avtomobilom so me bratje pobrali na letališču in ko sem se notro usedel, sem bil v sekundi, aha, ok, čak mal, upgrade. Evo folk, na hitrico je to, jaz sem že majčkeno moker, čakajo me še drugi testi, drugi avtomobili, pa probam še kakšen vlog posnet, če ne bo scal na polno. Če pa bo, pa Bog pomagi, ne? Lepo se imejte. Adijo.